Beletrina v živo. Pozdravljam gledalce Beletrine v živo in hkrati še posebej vas tukaj, ki ste res v živo. Zelo mi je v čast in veselje, da sem po dolgem času v vlogi moderatorke ali spremljevalke literarne in da si to prav ti. Menda dovolite, da se tikamo, ker se z Alešem res predolgo že poznava in v vseh mogočih situacijah smo bili skupaj. In na začetku bi morala seveda se predstaviti, oziroma ne, verjetno ni treba posebej. Aleša Štegra gotovo poznate, našega najbolj mednarodno, moramo zdaj že reči mednarodno, mislim, da si že Borisa Pahorja presegel po mednarodnem prepoznavnosti mednarodni, po nagradah velikih. Najbolj mi je, ker sem romanistka, ko sem slišala, da si dobil Max Jacob Étranger, sem videla, da to pa ni več hec. To so pa že zelo velike nagrade, tako da čestitke po tej poti, ker to je najbolj sveže za izbrane pesmi tvoje. Predtem si pa za to isto zbirko že tudi dobil Baskeja, Alena Baskeja, tako da se opravičujem, da sem začela s tem. Sicer pa smo tukaj zaradi zelo pomembnega romana, ki je, bi rekla, da med trojico, 3 imaš do zdaj, če začneva z Odpusti, znameniti roman o Mariboru in mariborski prestolnici kulture. In pa Neverendu, je to zdaj tvoj 3. roman. In mislim, da si tukaj res presegel vse, se mi zdi, da to je pa res izjemno delo. Še posebej, ker si predstavljam, kako pretežko nalogo si bil. Ker mislim, da so biografski romani, kot bi naj to bil, ampak seveda ni, to ne moramo reči, da je biografski roman. Vendarle pa se mi zdi, da je pisanje o taki osebnosti, kot je bila Štefka Cobl, verjetno vas je tu veliko, ki jo poznate in veste, kdo je bila, ker smo vendarle v tem štajerskem bazenu, pa se morda bolj poznamo. Je pa treba povedati, da gre v bistvu za, bila je muzealka, umetnostna zgodovinarka, v bistvu političarka tudi, predstavnica nekdanje Jugoslavije na teh velikih misijah po svetu, kulturnih. In da se na začetku preveč ne zapletem, zakaj je res in kako si sploh prišel ti do nje, Aleš, do Štefke Cobljeve, ki je, kot vemo, kljub vsemu temu, kar sem rekla, da je tudi konec koncev verjetno prva največja svetovljanka Ptuja, lahko bi rekli, da je neka Alma Karlin ptujska, če ravno sta popolnoma, gre za dve različni osebnosti. Ampak ženska, ki je pravzaprav pri vsej tej velikanski karieri, ki jo je naredila, pri vsej tej nepozabni v bistvu karieri, je pozabljena. Popolnoma, lahko bi rekli, zamolčana, premolčana, izbrisana, bi lahko celo rekli. In tudi, kar veliko pove tudi dejstvo, da si recimo ti, ki si znameniti avtor Ptujske knjige, tudi, da takrat v bistvu za njo še nisi vedel. Tako da mogoče res o tej mistiki tega nevednosti v bistvu o njej, da praktično o njej v bistvu smo jo premolčali skozi čas. Lep pozdrav vsem skupaj. Sem zelo počaščen, tu je toliko dragih prijateljev, izjemno cenjenih prijateljev med vami. To mi res ogromno pomeni. Se vam zelo zahvaljujem in to, da si tudi ti privolila, da vodimo ta pogovor kot med dvema avtorjema, mi je veliko veselje. Me tudi spominja na marsikakšno dogodivščino izpred, zdaj že več kot desetletja, 13 let nazaj, ko je bil Maribor EPK. No, Melita, zelo v redu, mislim, zelo natančno si postavila to vprašanje. To pa zato, ker je dejansko nekaj mističnega, verjetno nek mističen ostanek v vprašanju zakaj. Nek mističen ostanek je do te mere močen, neizpodbiten, da človeka pripelje do te norosti, da leta in leta brska po nekih arhivih,
se pogovarja z ljudmi, ki so nekoga poznali, čeprav nimaš nekih trdnih razlogov, zakaj vseeno nadaljuješ, pišeš osnutke. Jaz sem recimo ta roman 2-krat prej napisal, pa sem se vrgel v kanto. Pa sam nisem vedel, zakaj. Tudi danes ni enoznačnega odgovora za to. Ampak mislim, da mi je malo bolj jasno. Seveda prvi vzgib je zagotovo ta, da, kot si sama rekla, če si se toliko ukvarjal z nekim krajem, kjer si odraščal, kjer poznaš ljudi, kjer si mogoče zahajal v hiše ljudi, ki so bili v najožji povezavi tudi z osebo, ki te na nek način potem fascinira, pa nikoli nisi slišal za njo. Se res vprašaš, ali je nekaj narobe s tvojim spominom, ali na kak način deluje naša okolica, na kak način deluje naša družba, da dovoljuje to vrstne zamolke, bom rekel. Večkrat rečem izbris, pa mogoče izbris ni prava beseda, zato ker, da nekoga izbrišeš, moraš zavestno izbrisati. Da pa nekoga zamolčiš, je dovolj, da obstaja nek kolektivni konsenz, da je prav, da nekaj zamolčimo. Ker govoriti o nekem komplotu, ptujskem komplotu, po mojem, glede na vse, kar se je Štefki Cobl dogajalo na Ptuju, pa potem po njeni smrti, bilo pretirano, bilo preveč komplicirano. Jaz ne verjamem, da tu obstaja nek mastermind, ki vodi preko večjih desetletij neke aktivnosti, ki skrbijo za to, da se neko ime ne ohrani v zavesti, pa njeno delo, ampak gre mogoče še za bolj pošasten mehanizem, enostavno, ja, ne gre ti za samo cenzuro, ampak za to, da nas prostor legitimira v nemišljenju. In to nemišljenje se je pač po mojem zgodilo okrog dela in zapuščine Štefke Cobl. Ker če ne, bi bila vse do nekih najbolj bolečih točkah ptujske novejše zgodovine vseeno referenčna točka, pa ni. Ko, ne povem samo zadnji primer, ko so s fanfarami pred 2 letoma oznanili, da so na voljo evropska sredstva za vzpostavitev ptujske žitnice kot nekega novega razstavnega prostora z arheologijo namenjenega, ki že res manjka na Ptuju, odkar pomnimo, ali pa odkar je bil samostan izgrajen, se nje nikoli ni omenjalo. Zakaj? Zato, ker ona je v teh prostorih že vzpostavila to, kar bi se naj zdaj vzpostavilo. Ampak tudi zdaj se ne bo verjetno vzpostavilo, kot kaže. To pomeni, ta neka zakletost kroga se na Ptuju nadaljuje in še vedno dojemamo zgodovinsko izročilo, to, kar so nam dediščino tisočletja na nek način kot največje breme tega mesta. Ona je s tem hotela verjetno nek način presekati, ampak ti mehanizmi so očitno močnejši. Paradoksalno je ravno to, da je v bistvu ravno Štefka Cobl zapustila izjemno bogat, ne bom rekla opus ravno, ampak dnevniške zapiske, neke nenavadne zapiske, pravzaprav ti praviš celo suhoparni so, se sem jih jaz tudi malo gledala, ker so, mogoče ne veste, zapustila jih je namerno pokrajinskemu arhivu Maribor, ne recimo svojemu mestu, ptujskemu, kar tudi nekaj pove, ampak mogoče o tem dolgu ali krivdi Ptuja še kasneje kaj rečeva, ampak vsa ta njena tragičnost, mislim, ona je v bistvu antična, ona je antijunakinja neke antične tragedije, ker toliko zla, toliko, ogenj je najboljša metafora, toliko enih propadov, enih v ognju zažganih reči, kot se je zgodilo njej, mislim, od samega otroštva dalje, od tistih doma iz vasi Oblaki pri Juršincih, ali Oblaki pri Juršincih, tako lepo ime, za kraj. In že od samega otroštva je v bistvu na nek način, jaz sem jo doživljala kot, moram še, če lahko malo eno digresijo naredim čisto osebno, da sem se kot novinarka ukvarjala tudi malo z njo, vedno malo me
žulilo, ne, kdo je ta gospa. Ne. Še sploh po letu 2012, ko je šla tista monografija Petrovičeve, ne, pod uredništvom, ne, njenim, sem se res spraševala, kaj je to, ne, da je dejansko, že od samega otroštva se mi zdi, kot neka Virgina deluje tam v tistih Slovenskih goricah. Ne. Oče jo je hotel, ne vem, takoj za pult, ne, bili so relativno premožna trgovska družina, ne, trgovsko-kmetska, no, mislim, ne, pač rečemo iz tiste perspektive, ne. In oče jo nikakor ni hotel izobraziti, ne. Ona je pa nenehno, čutiš skozi vso njeno življenje, konec koncev tudi doktorat mu posveti potem, ne, iz nekega, ne, v bistvu revolucionarno gesto, ne. Skratka, ona je mislim, dejansko gre za prav tragično, grških razsežnosti, tragično figuro, ne. In človek si skoraj ne more predstavljati, da se nagrmadi v eni človeški usodi toliko zla, ne, toliko v bistvu slabega, k nekemu propadu, zažigu, ne, usodno zaznamovanega, ne vem, kako naj drugače to rečem. Tako da ne vem, kaj ti praviš na to tragičnost te figure, ne. In tudi konec koncev v življenju, če se pogovarjamo o njenem čisto osebnem, mi radi biografiziramo, ne. In če pogledaš to njeno biografijo, v bistvu je bila po moje globoko nesrečna ženska. Jaz mislim, da je bila globoko nesrečna. Mislim, ona se je realizirala, ne, profesionalno, absolutno. Ne vem pa, če se je kot ženska realizirala, ne. Dobro, o tem verjetno nimamo vseh podatkov, vendarle imela je neko ljubezen tam v partizanih, ne. Ampak kar je pa bistveno vprašanje zate, je pa to, da greva dalje, da jo ti ne imenuješ, ne, z njenim imenom in priimkom, oziroma se oddališ na nek način od nje kot persone realne in greš raje v to njeno partizanščino, partizansko zoro, ne, ki se ti zdi mogoče, ali ne vem, tudi metaforično malo bolj, ne, zaznamovano. Ne samo to. Mogoče, če obstaja neka osrednja tema tega romana, to je zgodovinski roman, krije 60-70 let jugoslovanske zgodovine, tudi evropske zgodovine, ampak krije pač to razmerje med političnimi, družinskimi silnicami, osebno stisko, vse to je lepo pa prav. Ampak mi seveda si lahko takšne ali drugačne usode izmislimo ali pa jih nekje zbrskamo z raznih arhivov na različne načine. Če obstaja res kakšen nek temeljni problem neke knjige, je pri tej knjigi vse zame bil problem, na kak način in kaj sploh lahko izrečem o nekom, ki ga jaz osebno nisem poznal. To se mi zdi neko ključno vprašanje literature nasploh. Zakaj? Mi seveda lahko izhajamo v literaturi iz popolne imaginacije. Jaz kot pesnik to najboljše vem, kaj to pomeni. Ampak seveda imajo stvari neko popolnoma drugo gravitacijo, gravitacijsko silo, če delaš tudi z arhivskim materialom, če delaš pač z dejstvi, ali pa to, kar mi dojemamo kot dejstvo, kar vemo, da lahko na nek način rekonstruiramo, ampak seveda je tudi to zgolj imaginacija, seveda je tudi to zgolj utopija. Imamo torej neko preteklost, ki se nam zdi dokumentirana, do katere nimamo dostopa. Imamo neko imaginacijo, ki je živa in ki jo oživlja, ki pa na tak način nima mogoče, temu reko, iste teže družbene v izpovedovanju, ker je pač vse samo namišljeno. Ampak vseeno med tema dvema poljema obstaja neko prekrivanje, neko, temu reko, vzajemno zrcaljenje, ki osmišlja drug drugega. In na kak način torej jaz, živeč zdaj, tukaj, ki sem šele pred 5-6 leti prvič slišal za to žensko, lahko govorim, zlorabljam, uporabljam biografske delce iz njenega življenja, da bi postalo živo nekaj, kar na drugačen način ne more več postati živo, kar lahko postane živo samo v literaturi. Moj cilj nikoli ni bil pisati biografije. Mene to vrstno delo ne zanima. Izjemno cenim biografe. Ljudi, ki celo življenje akribično preživijo v arhivih, muzejih, rekonstruirajo in sestavijo. To je izjemno dejanje. In vem, koliko truda in časa je potrebno za kaj takega.
Ampak v bistvu to ni vprašanje te knjige. Ni vprašanje, ali zdaj njena družina dejansko ustreza njeni družini, torej družina Zore, glavne osebe, glavnega lika tega romana, res ustreza družini ali pa konstelaciji družinski Štefke Zobel. To ni vprašanje. Zame ne. Zame je vprašanje, na kak način lahko manj kot 200 strani spostavi neko kompleksno razumevanje nekega časa, prostora, osebne travme, izven okvirov, ki jih lahko neka biografistika nudi. To je v bistvu vprašanje. Jaz sem dosti poskušal ta roman, ko sem rekel, da sem 2 verzije zakantal. Ena verzija je bila recimo vedno, tu sedi Andrej Bervar, pa to ne, vidva se boste mogoče spomnila, sem govoril, da razmišljam veliko o Ostržku. Zakaj? Zato, ker Ostržek je zame zgodba, zelo intrigantna zgodba o tem, kako nekaj mrtvega, nek predmet oživi, prestane človek. Tu pa ravno nasproten Tu pa ravno nasproten proces, kako nekdo, ki je absolutno živ, iz te iste prepričanosti, iz iste vere, istega ognja na koncu mrtvi. In smisla, jaz pišem kontra Ostržka, ampak od Ostržka ni nič ostalo noter v tem romanu. Moram reči, na koncu je ta ideja bila zavržena na nek način. Je neka linija noter, enih par namigov, ampak to je tudi čisto vse, kar je v sami knjigi. Ta misel velikih revolucionarjev, ki so popolnoma predali svoje življenje za neko misel, goreli za njo, in potem na videz uspešno izšli iz te situacije, ampak živeli nespremenjeno naprej potem v nekih zgodovinskih okoliščinah, ki pa so se blazno spreminjale, ki jim več niso mogli slediti in ki so na koncu jih zmelje, to je seveda tragika. Ampak ta tragika se je seveda dogajala številnim, ne samo Štefki Zobel. Pri njej je bila stvar toliko bolj kompleksna, ali pa toliko bolj specifična, ker se je pač dogajala meni pred očmi. Jaz se spomnim recimo tega njenega muzeja na prostem, dejansko se ga spomnim, ne? In se tudi spomnim teh ostankov potem, ko je zgorel. Ampak seveda v tistem času si nisem sploh razmišljal, kdo je to postavil, pa zakaj je bilo požgano in tako, ampak naenkrat je tam bilo pač to parkirišče, ki je še zmeraj. Skratka, ta fascinacija, kaj tudi mi kot ljudje zapuščamo nekomu za nami z našimi zgodbami, in na kak način ne bo to zapuščeno, da bi služilo spet imaginaciji nekoga, ki se bo mogoče kdaj našel, da bo pisal, pa ne zato, da bi moral nas oživljati, ampak da bi svoj čas, razumevanje znotraj svojega časa spostavilo, ker razumevanje pa je nekaj, kar je permanentno v razpadanju, v razkroju, kar vedno izginja. In kar na nek način zgolj z imaginacijo lahko spostavljaš kot nekaj živega. Ja, če ravno govoriš, ne, dejansko tvoja ambicija ni bila pisati biografski roman, pa vendar kar je mene v bistvu presenetilo, nisem tega pričakovala, ogromno imaš biografskih podatkov noter, ogromno dogajanja družbenega, ne, res se dogaja vse skozi na tej prelomnici med intimnim, družbenim, ideološkim, verskim, političnim. Pa vendar se mi zdi, da res si zajel nekje v reklami, ne, za knjigo piše, da je freska Ptuja, freska Jugoslavije, freska bivše države, ne, to so te, se veš, pač marketinški slogani. Ampak res se mi zdi, da si izjemno veliko, ne, za teh 200 strani si uporabil izjemno veliko materijala, ne, in glede na to, da imaš res, da je tudi knjiga, ne vem, verjetno ste jo mnogi že prebrali, knjiga je tudi novum formalni, ne, res v tem formalnem, čist v oblikovnem smislu si izjemno, ne, si šel v to drsečo perspektivo, si šel v drugo osebno pripoved, za katero vemo, da ni prav hvaležna, ne, je sicer zelo učinkovita, lahko se pa zelo zaplezaš z njo, ne, mislim, poznamo neka dela, kjer je drugo osebno, ne, lahko kar moteče. Pri tebi je izjemno, se mi zdi, konsekventno speljano in se mi zdi, kot da je prav, da izjemno kot da si med pisanjem prav upravičil to uporabo te druge osebe. Ne? To samo spraševanje o tem, kaj lahko povemo o nekom, ki ga nikoli nismo poznali, se začne v bistvu s tem, da pripovedujem v tretji osebi. Ne?
Potem se zgodi neka Na začetku, na začetku, ja, do trenutka nekega res prelomnega, travmatičnega trenutka, ko je glavna oseba posiljena strani domačih izdajalcev, no, Gestapa v zaporu med drugo svetovno vojno, in kjer se nekaj prelomi, kjer se ona sama na nek način poslovi od te osebe, o kateri sem na začetku govoril, in potem se zgodi ta preklop v drugo osebo in ta spet zdrsne šele po smrti te druge osebe na zadnjih straneh v prvo osebo. To je nekaj, kar se je res šele s časom kristaliziralo in se mi je zdelo, da moram preizpraševati vedno znova, pri vsaki besedi, ko sem zapisal, kdo to piše, zakaj to piše, odkot to piše. To so zelo bazična, temeljna vprašanja, ki pa enostavno zelo relativizirajo to, kar se potem zapiše. To se mi je zdelo nekega ključnega pomena. In tu sem tudi zelo hvaležen par ljudem, ki so mi na nek način stali ob strani v nekih pogovorih, ko sem pisal, sam tudi včasih nisem vedel. So bili dostikrat čudna srečanja, ker so bila naključna srečanja. Enkrat sem se srečal recimo z eno scenaristko, ki je delala dosti z Larsom von Trierjem v pač Dogmo in vse to je danske filmografije in sem se z njo enkrat zagovorila in ko sem jim pripovedoval o tej ideji, je takoj imela neke pomisleke in so bili ta pravi pomisleki, je anticipirala recimo, kljub temu, da ni poznala snovi, pa tudi ne naše realnosti. Tako da to so neke, ko ustvarjamo, vlečemo nase in vlečemo nase na nek zelo, zelo nenavaden način. Jaz se zelo živo spomnim, ko sem pisal ta mariborski roman, pa zdaj je to digresija, ampak je... Odpusti mi, ne? Odpusti. Tam seveda so neke strani, ki govorijo tudi o tem slavnem Hitlerjevem prihodu v Maribor. In jaz sem bil v Bruslu, ko sem pisal recimo te strani in se spomnim zelo tega nedeljskega popoldneva, ko sem pisal. Potem sem rekel, zdaj pa je dovolj, ne morem več, grem ven. In grem tam, hodim okrog po ulicah bruselskih, pol praznih in to, in pridem do nekega bolšjaka. In na bolšjaku ljudje prodajajo risbe, skice, in tam brskam po neki mapi neke čudne odpadke, ampak nekaj pa mi je bilo všeč, en črno-beli tisk mi je bil zelo všeč, pa on je rekel, to je bil človek, ki ni vedel nič o tem, kaj ima, ampak je pač tak prodajal. Sem tisto res praktično za nič kupil. Izpostavljalo se je, da je bil originalna grafika Franza von Stücka, ki je bil najljubši slikar Hitlerjev. Ampak jaz sem danes prepričan, da sem na to priklical s tem, da sem tisti dan pisal o Hitlerju. Hočem reči, zase, intimnost, to so take male zgodbice, ampak zmeraj znova se nam dogaja, da mi, ko res zelo intenzivno o nečem razmišljamo, kaj ne rečem, vzpostavimo auratično polje, ki privlači določene informacije ali pa dogodke, ali pa ljudi, ali pa kakorkoli. To je seveda, ampak seveda s tem tega pisatelji s tem ne znamo ravnati, mi ne znamo to ravnati, to se nam dogaja, to nas poplavi, mi s tem ne znamo manipulirati. Mogoče obstajajo ljudje, ki to znajo. Ja, če naredim zdaj en preskok, recimo tako, kot je bila Štefka, velika ambasadorka jugoslovanske tedanje kulture ali pa kultur Jugoslavije, narodov Jugoslavije, po vsem svetu, takrat moramo vedeti, je bila neuvrščenost, in tisti, ki smo, mislim, da smo tu vsi dovolj stari, da vemo, kaj je to bilo. Seveda je to bil vrhunec samoupravljanja neuvrščenosti, to so ti časi, takrat je bila mogoče najbolj aktivna in te njene misije po svetu so mi bile prav zabavno, mi je bilo pomisliti, kako je avtor, ker nenehno res nas tako peleš stran od teh mitizacij, samo te materije, skozi se zavedamo tebe, mogoče si bolj suvereni pripovedovalec, kot bi bil glede na vse te pripovedne lege, ki jih imaš v romanu. Mislim, da si bolj zaznaven, jaz sem te tako brala. In sem takoj pomislila, poglej, Aleš je nadaljevalec Štefkin, Ptujčan, ki
po vsem svetu. Jaz sem bila pa to zraven, ne? Ko si ti bil ta veliki misionar, ne? Žlahtni misionar Evropske prestolnice, imel si ta cikl 12 veličastnih, ne? In se dobro spomnim, ko so rekli, ne, se Rebeka Horn ne bo prišla, ne, na EPK. Ne bo prišla, ker jo bo Aleš prepričal. Kjerkoli si se pojavil, ne? In so dejansko Hans Magnus Enzensberger, ne vem, Jan Fabro, ne vem, kdo vse, se sploh ne zavedamo, ne? Kdo vse, ne? Cvetan Todorov, ne vem, to so taka imena, da lahko samo sanjamo danes, ne, v bistvu. No, vi mogoče ne, ker vi tudi na Fabulo dobite velika imena, ne, ampak vendarle se mi zdi, no, da si bil tudi en tak misionar oziroma prepričevalec, ne, ker tudi ona je najbrž morala, ne, praviš v romanu in vemo za to, ne, da je Tito marsikaj obljubljal, pa hodil po svetu, pa vse je bilo krasno, ne, pri njem, ne, vse tak, potem pa so morali čistiti od zadaj. Potem pa nekdo moral za njim čistiti, pa udejanja stvari, pa hkrati pa čistiti, ja, seveda. Skratka, to po eni strani, ne, se pravim, nekako se mi je zdelo, no, med vama se mi zdi, da se je vzpostavila ena taka, mogoče ti tega nisi čutil. Tako, jaz tega ne čutim, ker večkrat si seveda zatisnem oči, pa si predstavljam, kakšna je bila ta ženska. Kak je dejansko, kak je občutek si imel, ko si stal pred njo? Kak je dišala? Na kak način je dvignila kozarec pa popila? Mislim, vse te drobce si poskušaš predstavljati in imam ves čas občutek, da če bi jo v živo srečo, da ne vem, če bi se spoprijateljila. Ali pa ja, ali pa ne. Meni so muzealci rekli, da je bila zelo odljudna in ne preveč. To tudi jaz, nesimpatična. Jaz sem se z Alešem Arihom pogovarjal in zelo tako nesimpatična. Taka malo vzbujala je prej strah kot pa neko simpatijo. Ne? Ampak to seveda na neki ravni, ko začneš pisati roman, postane popolnoma irelevantno. To pa zato, ker začnemo pisati knjige zato, da bi knjige pisale nas. In po par straneh je ta magija ali ni magije in potem, če ni magije, potem ne boljše, da stran vržeš. Ampak institucija koša je pomembna reč. Absolutno. Absolutno. To je ena ključnih institucij v pisateljevem življenju. Ne, ampak hočem reči... Kill the lovers. Ne, ampak ko naenkrat postane ta tok tako pa zahteva osebe, logike osebe, ki se na nek način vzpostavlja kot neko avtonomno bitje, na strani papirja pred tabo, tako močna, ti lahko zgolj še poslušaš in slediš, potem je stvar prava. Se mi zdi, tedaj ima smisel, ker potem več ne veš, kam greš. Seveda, pri meni je lok tako zastavljen, da gre tam od zgodnega otroštva pa do smrti. Seveda veš, kam greš. Greš proti letu 89, ko Štefka Cobl dejansko tudi umre za pljučnim rakom. Na Golniku. Ampak ne veš, kam greš hkrati. Ne veš. In to nevedenje, to, s čemer si ti začela, to mistično nevedenje, to je dejansko ta velika skrivnost in uganka, neodgovorljiva uganka literature. Verjetno, ki nas dela vse, ki se s tem ukvarjamo, več kot za eno knjigo, popolne odvisnike in željne pa se gre to v različne smeri. Zato mogoče tudi mene tako fascinira poizkušati zelo različne forme. Jaz nimam, kot veš, ne v poeziji, ne v prozi. Zelo različno. Vse lepiš, ne? Ja. Hkrati mi je pa fascinantno tukaj, da v bistvu si imel na eni strani ogromno tega realnega materiala, čist dokumentarnega, ne? Po drugi strani pa so dejansko meso postali vsi ti liki, ne? Res romaneskni so, res delujejo literarno, rečva, ne? Sicer pa bi se poslovila od naših gledalcev na Beletrini v živo in nadaljevala in jih vabim seveda na žive dogodke, čim bolj, Beletrinina in tudi vse druge literarne. Beletrina v živo.